Jaz sem palček, med koreninami živim, se po gozdu rad podim in srečo lovim. Jaz sem palček, samo v oči pogledam ti in izvem za vse, kar ti po glavi noji. Sedemkrat sem močnejši kot ti, hiter sem in vedno nasmejanih lic. Jaz sem palček, sem najstarejši tot okrog in za vsako bolj si lek dobim iz zalog. Jaz sem palček, zelo sem majhen in preprost, če pa rad bi me spoznal, boš moral v gost. Se sovražnikov izogibam, norih hkratov se ogibam in za družbo imam lisjaka, ki prorad z menoj koraka. Pazi na mene pohodiš, ko po gostu našem blodiš in nikar naj luparije po glavi ne norijo. Vem, sedemkrat sem močnejši kot ti, hiter sem in vedno nasmejanih lic. Zdravniški poklic. Palčki se že v zgodnji mladosti naučijo spoznavati rastline. To je tako težka veda, da se je ne da naučiti le s pripovedovanjem, saj se vse, kar gre od ust do ust, tako hitro spreminja, da je kmalu že čisto nekaj drugega, kot je bilo še trenutek pred tem. To je čisto res. Vsakdo pripoveduje zgodbo po svoje. In če ne verjamete, poslušajte, kaj se je zgodilo, ko je prišel na obisk moj dragi nečaki Jonatan. Starši so hoteli, da bi postal zdravnik, sam pa ni bil preveč navdušen nad tem. Nočem. Ne in ne. Ej! Pozdravljen. Kdo si, odkot prihajaš, kam greš, zakaj si tako žalosten, no? Starši so hišni palčki, prihajam iz mesta. Jonatan sem in grem na obisk k stricu Davidu, zdravniku, zaradi plazme. Čakaj malo. Slišal sem, da je tvoj stric bolan. Zakaj ga že greš pogledat, no? Zato, ker bom postal zdravnik. Kaj pa ti? Kdo si pa ti? Ime je Martin, kličejo me Čenčač, ne vem zakaj. Verjetno zato, ker se rad pogovarjam z ljudmi. Zdaj moram iti, žal mi je, ker je tvoj stric tako bolan. No. Hej! V gozdu se novice širijo kot požar. Še posebej, če vplete Martinek Čenča. Delo bo prevzel njegov nečak. Zahvaljujoč njemu se novice širijo kot dim. Jonatan bo novi To zdravnik. je samo en primerek. Nekaterih novic, ki krožijo naokoli, sploh ni zdravo menjati, ker na koncu dobijo tako srhljive razsežnosti, da se ti lasje postavijo po konci. Novice potuje od ust do ust, med palčki in živalmi pa obstaja prenos misli. Tako se novice širijo. Samo tega nikoli ne izvemo, koliko se novice lahko popači. Na koncu so včasih lahko čisto spremenjene. Jonatan, Teta Liza! ti je všeč? Kako dobro. Tvoji starši bi torej radi, da postaneš zdravnik? To mi ni všeč, ampak odkar to hočejo, moram študirati medicino. Zdravniški poklic je zelo lep. Že? Samo gotovo je precej dolgočasno. Dobro, da te tvoj stric ne sliši. Zdaj bo tudi tvoj stric David. Prosim te, ničemu ne omenjaj tega. Liza, Martin pravi, da bo Jonatan prevzel Davidovo mesto. Ne čakaj, Martinove laži. Vstopi.
Rada bi vam predstavila mojega nečaka Jonatana. Mogoče bo nekega dne zdravnik, ampak zaenkrat se še ne more odločiti. Kaj pa David? Moj nečak bi rekel, da se nekje zunaj dolgočasi. Mirno, ne premikaj se. Mirno, pomiri se. Mirno, čist drži ga. Ne miruje, lahko bi bilo nevarno. Zdaj lahko greš, drugič pa malo bolj pazi nase. Toda izmišljotina, ki jo je trosil okoli Martin, ni prizadela le palčkov, ampak tudi gozdne živali. Zapustile so svoje brloge in gnezda. To pa je vzbudilo tudi pozornost nekoga, ki ni bil ravno palček. Robert, kaj je tebe ozdravilo? Imel sem ledvične krede. Kamne, dragi, reci kamne, drugače te ne bo nišče razumel. Jaz sem poklicala Davida, spominjam se, da je prišel takoj. Te grozne bolečine ima že 7-8 ur. Ja, poglej. Boli hudo, boli. Ledvični kamen je, spraviti ga moramo ven. Ostane naj v postelji in ves dan naj ničesar ne je. Tako dobro pije naj čim več čaja iz brezovih listov. In najvažnejše, čim več injekcij ortosifonisa, nekaj ti ga bom dal, ker ga sam gojim na vrtu. Jutri boš spet zdrav kot riba, nekaj. Kdaj se bom spet vrnil na delo, Si kar jutri zjutraj, takoj, ko bo izginil ta presteti kamen. Ampak ne skrbi preveč in počivaj. No, ti pa pojdi k meni domov po ortosifonis. Najlepša ti hvala, David. Nasvidenje. Joj, razumem te, Robert, ampak jaz sem zelo hvaležna, ker mi je ozdravil sina. No, kako se je to zgodilo? Padel je z drevesa in ni več mogel hoditi. Mislila sem, da bo ostal hrom. Sprosti se, ne premikaj noge. Pomagaj mi, no. Zdaj ga položimo na trebuh. Poglejmo hrbet. Počakaj malo. No, nič posebnega. Hodi. No, počasi pojdi tja, gremo naprej. Ne boj se, saj ne boš padel. Si padel bo. Tako dobro, pusti ga. Kar naprej, prav dobro ti gre. No, gremo, dečko, gremo naprej, tako. Bravo. Prihodnji teden bo že tekel naokrog. Drag moj. Prišel te bom pogledat čez nekaj dni. Nasvidenje. Nasvidenje. Jaz sem bil še slabši. Mislil sem, da imam polomljene vse kosti. Nisem se mogel premakniti. No, Niko, kako se počutiš, a? Da povej mi, kaj se je zgodilo. Vse me boli. Zdi se mi, da imaš hudo revmo. Noge te bolijo, kaj ne? Da, zelo ne morem se niti To je zaradi mraza in vlake. Se imaš šele 330 let. Še veliko je pred teboj. Paziti moraš nase. Od danes dalje se bo 4-krat na dan kopal v vroči vodi. Vroči, koliko lahko preneseš. In potem si boš dal odkladke zarniku na vse končine. Vrnil se bom, da pregledam čez mesec dni kakojka in prepričan sem, da boš zdrav kot ren. Nasvidenje. Nasvidenje, David. Hvala ti lepa. Ni mi do tega, da bi povedal svojo zgodbo. Če pa hočete, jo pač bom.
Zdravo, David, hvala, da si prišel. No, to je moja dolžnost. Kaj je narobe s Francem? Ima bolečino v trebuhu, celo noč je jokal. No, pa poglejmo. Je zelo hudo, David, ali bo umrl? Oj, oj, oj. Ja, čreva so se mu zavozlala in zato je zaprt. Povedal sem mu, naj ne je toliko belega kruha in sladkarij, naj je samo pomprnikl in regratove liste. Če bo upošteval moj nasvet, bo jutri že popolnoma ozdravljen. Nasvidenje. Nasvidenje. Zelo si smešen, ta tvoja smešana čreva. Ne bi se smel smejati težavam drugih, Filip. Ni dolgo tega, ker si imel sam težave. Da. Ostal sem udavec, ko so posekali drevesa na starem vrtu, kjer sva živela celih 155 let. No, Filip, kako si kaj? Se že kaj bolje počutiš? Si že pri močeh? Nisem. Prijatelj, znova si moraš urediti življenje. Izgledaš kar dobro, imaš samo 367 let in poln si moči. Da, nova žena ti bo vrnila smisel življenja. Zaupaj mi, našel ti bom tako, ki bo zate najboljša. Ne vem, kaj naj rečem, David. Pa če bi moral iti na konec sveta, poiskal ti bom nekoga, ki te bo srečeval do konca tvojih dni. Res. Dobro. Najlepša ti hvala, David. Zaenkrat pa nadaljuj s svojim normalnim življenjem. Delaj in ljubi. Nasvidenje. To je bil poseben primer zdravljenja, kakršnega še ni bilo, brez zdravil, samo z besedami. Seveda, besede lahko naredijo čudeže. Meni je izdrl zob takole. No, Mojca, kako je kaj s tabo? Grozovito me boli zob. No, poglejmo, odpri usta. Glej. Ja, že vidim, to je kočnik. Slabo izgleda. Ven bo A moral... se ga ne da zdraviti? Ne da se več. Pojdimo v hišo. No, uspavati te moram. Uspavati? Ja, glej v moje oči in sprosti se, zaspi, sprosti se, zaspi. Veke ti postajajo težke, zelo si zaspana. Spi. Roke postajajo težke, potapljaš se v čudovite sanje, sanje brez bolečin, polne miru in spokojnosti. Spi, spi, spi. Zdaj lahko izvlečem zob brez bolečin. Tako, lep primerek. Zdaj še razkužimo tlesen, pa je. Zbudi se, Mojca. Kje pa sem? Kaj se je zgodilo? Spulil sem ti zob. Spulil si mi zob, ne da bi sploh čutila. Hvala ti, David. Ni za kaj. Čarovnik si, zdravniški čarodej. Nekoč bo Jonatan tak kot njegov stric. Velik zdravnik bo... Sem že tukaj. Strela, kakšno prijetno presenečenje. No, kako smo kaj? Vesel sem, da vas vidim. Zakaj pa ste vsi tukaj? Stric, objemi me! Jonatan! Rad bi bil zdravnik kot ti. Kaj res? Hvala! Pojdimo pogledat, kaj se godi.
David, mogoče je kdo ranjen? Greva, Švist! Vse to je kri. Skrika se. Kako sem bil preplašen, mislil sem, da me Zdaj bomo poskrbeli za lovca. Nič hudega ne bo. Kar mirno, izvlekel bom kroglo. Malo vročine ima, ampak to je normalno. Potegni še malo. Tako. Tako. Daj! Zdaj boš videl! Nehaj, Švist! Nazaj! S čarovno močjo, ki mi jo je dala narava, ti ukazujem, da izgineš od tod. Zdaj! Poberi se za svojim gospodarjem in ne vračaj se več. Mirno, mirno, mirno. Tukaj je ta presneta krogla. Tako, operacija se je popolnoma posrečila.
to, kar ljudje povzročajo ubogim živalim, je precej nesmiselno. Jeleni, ptice roparice, medved grizli, zajci in bobri so že na poti, da bodo izumrli. Vas pa to prav nič ne zanima. Poglejte, kako morate uživati v pobijanju tako krotkih in lepih bitij. No, nič se ne boj, saj že lahko hodiš. No, le vstani, pridna, gremo. No. Hodi, hodi. No, pogumno hodi po svoji poti. Nasvidenje! Stres, David, iz tega bi lahko naredila mikroskop? Ne, bolje, da jo zakopljemo, da nas ne spominja na nasilje in smrt. Dobro. Aha. Daj mi roko. Pojdi z mano, bodoči medikus. Vesel sem, da si se tako odločil, veš? Upam, da boste nekoč postali podobni nam. Seveda ne mislim po velikosti. Slicvajec! Lizo in Davida obišče sestra z otoka. Prinese jima dvojnik srebrnega skalpela, ki je bil več rodov last Davidove družine. David se odloči, da si bo priboril nazaj to dragocenost, zato mora na Himalajo. In spet se vmeša trolek, gre namreč za greh iz davnine, saj je trolekov ded dragoceni nož nekoč izmaknil Davidovemu staremu očetu. Bo Davidu uspelo priti do stare družinske lastnine?